Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Direktorica Ljudske univerze Mateja Rozman-Amon, kako pa je s financiranjem mladinskega centra v Radovljici? Zdaj, ravno v lanskem letu smo uspeli pridobiti verifikacijo, kar pomeni, da bo program 7 let financiran iz Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, delno pa tudi iz občine Radovljica, tako da je kombinirano financiranje programa. In kakšen je znesek, ki ga dobivate iz proračuna od občine Radovljica? Iz občine Radovljica dobimo približno 40 000 evrov, iz Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve pa okrog 73 000 evrov letno. Pa vam to zadostuje za delovanje celotnega mladinskega centra? Ja, zadostuje zaenkrat. Naš problem so bolj prostori, no. Se pravi, želimo si večjih prostorov, zato ker je res veliko otrok, mladine in 2 programa v eni hiši, tako da to je naša največja stiska. Kar se pa tiče programa, pa sredstva zaenkrat zadostujejo. Se vam to v naslednjih letih obeta? Nekako se napoveduje na občini, da se nam obeta, naj bi se vselili v prostore stare knjižnice, vendar je pa potrebno kar precej sredstev za obnovo in pač to je v bistvu na občini, no, kako bo to šlo, so pa obljube, a ne. Tako da si zelo želimo, no, to hišo narediti res medgeneracijsko, ker v pritličju naj bi bili starejši, se pravi dnevni center za starejše in programi zanje, kuhinja in tudi ostale stvari. V drugih 2 nadstropjih bi pa bil pač program mladinskega centra in pa program PUMO, tako da bi bilo res super medgeneracijsko, če bo to uspelo, no, upamo, da bo. Nahajamo se v Kamri, torej v mladinskem centru v Radovljici, z nami pa je Kim Čeferin, ki je včasih delala na mladinskem centru, sicer pa dela samo 2 koraka od tu, sedaj na PUMO. Koliko časa že obstoja mladinski center in kakšno je sploh namen ustanovitve mladinskih centrov? Mladinski center Kamra obstaja že od 2015 in v bistvu je to program za nekako prosto preživljanje prostega časa. Veliko imamo delavnic, s katerimi pač otrokom pomagamo odraščati. Veliko imamo tudi učnih pomočni, se pravi, pomagamo v bistvu, da lažje končajo šolo, da se pač kasneje zaposlijo in pač nekaj naredijo. Koliko mladih se udeležuje različnih delavnic? To je pa čisto odvisno od delavnice, ampak po večini jih je kar tako vedno nekih 10-15, skoraj na vseh, če ne še več. No in kakšne delavnice v glavnem organizirate? Jaz osebno imam delavnico kvačkanja, drugače pa veliko imamo tudi angleščine, se pravi ustvarjalnic, gledališča in pač vse, kar se v bistvu tiče nasploh življenja, pač, da lažje grejo otroci čez. Strmite pri dekletih tudi za delavnice kuhanja, da se navadijo kuhati? Tudi. Večkrat, enkrat na teden ali pa celo večkrat na teden, čisto odvisno od programa. Tudi za fante, ja. In koliko se jih običajno udeležuje teh delavnic? 20 recimo. Mogoče včasih več, včasih manj, odvisno. Kdaj pa najpogosteje potekajo te delavnice? Popoldne, se pravi od nekih 2-3 naprej do nekih 6, čisto odvisno. Ste zadovoljni z samim obiskom, odkar delujete na tej lokaciji? Ja, jaz sem zelo.